ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V zadnji letošnji oddaji z ljudmi na poti se bomo spomnili nekaterih preteklih oddaj in zanimivih gostov. V iztekajočem se letu smo pogledali v številne države sveta, spregovorili o različnih kulturah, gostili Slovence, ki so odšli v tujino, pa tudi tujce, ki so si nov dom ustvarili v Sloveniji. Med slednjimi je bil Simon Trusevič, ki se je iz Kazahstana preselil v Slovenijo. Poudaril je, da začetki niso bili lahki. Najtežji korak je bil zagotovo v tem, da sem se moral nekako preklopiti iz mentalitete razmišljanja v Kazahstanu pa tukaj. Jaz sem videl predvsem velike razlike v sošolcih. Nekako tam sem opazil, da v šoli, katero sem obiskoval, to je bil licej z tako matematično smerjo, da je bilo mogoče malce več zanimanja za izobraževanje in vsi smo si bili na nek način več ali manj z istega področja zanimanja. Potem, ko sem pa prišel sem v Slovenijo, sem opazil, da sem nekako bil nekaj časa lahko tudi tako rečem izobčen ravno zaradi tega, ker sem razmišljal nekoliko drugače. Sem se učil bistveno več od drugih. Tudi jezik konec koncev je bila neka pregrada in na začetku je bilo tudi težko pridobiti neke prijatelje. S časom se je to spremenilo, sem dobil nek ožji krog ljudi, s katerimi sem se dobro razumel, kar mi je zelo pomagalo. Jaz mislim, da v tem najstniškem obdobju ključnega pomena, da pridobimo prave ljudi okoli sebe, prave prijatelje. Njih veliko, ampak če jih je par, potem je bistveno lažje iti čez te stvari. No, potem, ko sem se pa začel ukvarjati s temi družbeno koristnimi dejavnostmi, sem se nekako povezal s tistimi ljudmi, ki delimo podobno razmišljanje in takrat je bilo seveda bistveno lažje. Je dejal Simon Trusevič, ki je postal predsednik Dijaške organizacije Slovenije, pozneje pa je vodil tudi medgeneracijsko koalicijo Slovenije. Za njegovo integracijo je bilo zelo pomembno tudi učenje slovenskega jezika. V zvezi s tem je povedal. Jaz mislim, da se lahko vsakdo, nima veze, iz katere države prihaja, se nauči slovenščine. Tukaj je potreben napor in potrebno se zavedati, da enkrat, ko prideš v neko tujo državo, moraš to državo tudi spoštovati. Se mi zdi to logično, ampak za marsikoga ni in ko sem dal to izkušnjo, da sem se lahko v enem letu kar solidno naučil slovenščine, v 2 letih pa sploh, se potem preprosto ne morem zavedati, kako nekateri ljudje živijo tukaj v tej državi 10+ let, pa še vedno ne govorijo slovensko. To se mi zdi v osnovi neko nespoštovanje do države, v katero se priseliš. V preteklem letu smo gostili tudi precej Slovencev, ki so se preselili v tujino ali tja odšli zgolj na študij ali delo. Med njimi je bila tudi Olga Cigarida Omerzo, ki se je pred skoraj 60 leti preselila v Grčijo, večji del življenja pa je preživela v predmestju Aten. V Ljubljani je študirala germanistiko, v Grčiji pa opravila še izobraževanje za turistično vodnico. Razlog za selitev je bila, tako kot v veliko primerih, ljubezen. Jaz sem spoznala mojega bodočega moža v Angliji in tam sva si izmenjala adreso. In pol me je on skozi pisarno nadlegoval, hodil v mojo vas, domov k moja mama je bila doma, jaz sem bila v Ljubljani, Jaz sem študirala in me je iskal in tako dolgo, da sem se jaz pol odločila, čeprav so mi vsi branili ne jet, ne tja dol, kaj vemo, kaj je tam, ampak sem potem se odločila. Tu seveda me je povabil, ne pridem tle, to je bil glih 1. maj, pogledat, kje bom, če bom živela. In seveda meni je bilo všeč morje, morje pa sonce, pa vse to je bilo čudovito. Kljub več desetletjih življenja v tujini se je sogovornica vedno počutila Slovenka, z zanimanjem pa je vse skozi spremljala tudi dogajanje pri nas. V eni od oddaj smo gostili tudi podjetnika Janka Levlago, ki se je pred približno 10 letjem zaradi službe iz Slovenije preselil na Kitajsko. Njegova odločitev je bila lažja, saj ima ob slovenskih tudi kitajske korenine, zdaj pa že več kot 10 let živi v Šanghaju. V tem, kaj je ob selitvi bilo za najtežje, je povedal. Na začetku je res težko se predstavljati toliko veliko ljudi na enem kupu. In če po pravici povem, je bilo na začetku kar težko se navaditi. Ko živiš tam, so neprestavno, kamorkoli greš, so povsod ljudje. Povsod je nek hrup in na to se pač moraš navajati, če si recimo odraščal v Sloveniji in si navajen miru, tišine.
Ampak, ko se navadiš, ima Šanghaj veliko prednosti, ne, ki jih tudi Slovenija nima. Posebna čustva v njem še vedno vzbuja tudi Slovenija, se pa zaradi selitve bolj zaveda tudi njenih prednosti. Potem, ko sem toliko sveta videl, bi rekel, da je Slovenija še zmeraj ena najlepših držav na svetu in ima toliko stvari na tako majhnem mestu. Najbolj verjetno pogrešam prijatelje in familijo. Na drugem mestu bi pa rekel čist zrak in lepoto narave v Sloveniji. Gostili smo tudi Tamaro Sadar, ki je v svet odšla pred približno 8 leti. Poletela je na drugi konec sveta in se v Sydneyju vkrcala na prvo križarko. V tem času pa zamenjala več ladjarjev, spoznala pa tudi svojo ljubezen. Meni v bistvu služba od 9 do 5 nekako ni bila zanimiva, oziroma želela sem si nekaj bolj vznemirljivega. No. Jaz sem potem začela raziskovati različne možnosti, od dela v tujini, v Španiji, na Portugalskem, do raznih drugih služb, ki ti omogočajo potovanje. Tako da sem potem v bistvu prišla navzkriž nekemu blogu, ki ga je napisala ena Slovenka, in sicer o delu na ladji. Ne. In jaz sem takrat potem tisti blog res prebrala z velikim zanimanjem, in ko sem ga prebrala do konca, sem se odločila, ne, da si želim tudi jaz to početi. Ne. Tako da jaz, ko sem v bistvu staršem in prijateljem omenila, svoji družini, ko sem jim omenila, to so najprej mislili, da se šalim, ne, da v bistvu se hecam in da nisem resna glede tega in da me bo že minilo, ne, pa me nekako ni. V eni od preteklih oddaj smo pogledali tudi v Južno Korejo, kjer je konec letošnjega leta predsednik države razglasil vojno stanje, nato pa so ga po posredovanju parlamenta preklicali. Tam je več kot leto dni živela Tjaša Salobir, ki strahu zaradi slabih odnosov s Severno Korejo ni čutila. Zdaj nek ta strah, občutek stresa ali pa napetosti zaradi Severne Koreje ni prisoten, ko tam živiš. Imajo sicer enkrat letno take neke vrste vajo, drill, ker naj bi se vsi prebivalci ob določenem času umaknili v zaklonišča, ampak tega se precej ne držijo. Tudi alarm, ki ga sprožijo na tisti dan, je tako tih, da če imaš zaprta okna, ga v bistvu ne slišiš. Nekateri imajo sicer močna čustva in mnenja, kar se tiče Severne Koreje, nekateri starejši sanjajo o Združeni Koreji, mlajši pa predvsem niso zadovoljni za to obvezno vojaško službo. Vsi moški morajo za 1,5 leta oditi v vojsko. Kako je s to vojaško službo? Marsikdo mi je povedal, da so nezadovoljni, ker v bistvu oni na to gledajo kot izgubljen čas, 1,5 leta svojega življenja, ko bi že lahko študirali in prej končali z fakulteto in si poiskali službo, pa ga preživijo v vojski. Podobno kot v številnih drugih azijskih državah je prostega časa malo, ljudje večino časa preživijo v šolah in službi. Delajo po 12-13 ur na dan vsak dan. Trenutno vlada debatira, da bi uvedli, mislim, da 65-urni delavnik na teden, tako da oni res živijo za to, da delajo. Enako življenje na fakulteti, zelo stresno, učenje od jutra do večera in zelo malo spanja. Oni so zadovoljni za 4 do 5 ur spanja po noči, drugače nimajo osebnega življenja in prostega časa. Če končajo službo pozno, se potem vse nekako zamakne v večer. Tudi restauracije so zato odprte po 24 ur, da lahko po službi grejo še na kakšno pijačo in večerjo. Obiskali smo tudi Tajvan, kjer približno 3 leta živi Nastja Grašič. Poudarila je, da je tudi tam družba usmerjena v delo, kariero, kar pa vpliva na družinsko življenje. To je bila ena večja razlika, recimo kot pri nas v Sloveniji, ko se ponavadi že zvečer vse restauracije pa to zaprejo. Tukaj v bistvu ljudje že končajo za službo kar precej zvečer. Tudi otroci v bistvu grejo iz normalne šole v tisto popoldansko šolo. In ko sem tudi jaz učila v nekaterih šolah angleščine, sem učila otroke tam do 7 zvečer in komaj ob 7 zvečer so šli potem domov.
takrat ne ostane dosti časa za kuhanje ali karkoli, tako da imajo ljudje res v navadi, da si vzamejo kar nekaj za po poti. Pri tem je tudi fajn, da v bistvu hrana je precej poceni tukaj. Dobiš obrok za, 3-4 evre, lahko že imaš večerjo in se nekaterim gospodinjstvom sploh ne splača v bistvu kuhati. No. Tukaj nimajo niti vsa stanovanja funkcionalne kuhinje ali pa recimo, da bi imeli pečico. No. Sogovornica je krajše obdobje preživela tudi v Hongkongu in Španiji, odkjer prihaja njen partner. In čeprav bo nekatere stvari velikih mest pogrešala, ima naša Slovenija tudi veliko lepega, ki je pogosto spregledano ali pozabljeno. Mislim, da imamo še mi vedno zelo lepo življenje v naši državi. Imamo sicer kakšne probleme, ampak mislim, da moramo ceniti to, v kakšni državi živimo. No. Jaz se sigurno vrnem. Kljub povedanemu pa študentka Lucija Richteršič, ki kombinira podiplomski študij v Franciji in Italiji, mlade spodbuja, da če imajo to možnost, da gredo v svet vsaj za krajše obdobje, se to prinese številna spoznanja, prav tako pa se zaveš tudi vsega, česar si deležen doma. Se mi zdi, da za študij jezika je to res nekaj, kar prav pride. Čeprav se mi zdi, da je Univerza v Ljubljani mi veliko ponudila na prvi stopni, je pač tudi v tujini, predvsem v Franciji, zame, ker študiram francoščino, pač možnost, da se 100% potopiš, tudi nek aspekt kulture je, tudi neki izziv za samega sebe, ker stopiš izven cone obdobja, tako da je bila kar preprosta odločitev v bistvu. Malo je težko, predvsem na začetku, se mi zdi, takrat, ko doživiš začeten šok. Se mi zdi tudi spoznanje, da odraščamo, da je čas, da nekako sam stopiš na svoje noge, da razpreš svoja krila, da sam postaneš avtonomen. In se mi zdi tudi spada k odraščanju. Je bilo težko, ampak se mi zdi, da sem hvaležna, da sem sprejela to odločitev, ker nekako zdaj sama vem, sama zase, koliko sem sama sposobna, brez tega, da se pač skozi lahko zanaša še na nekoga drugega. Prišli smo do konca zadnje letošnje oddaje z ljudmi na poti, slišali ste nekaj sogovornikov, celotnim oddajam oziroma pogovorom pa lahko še vedno prisluhnete v audio arhivu Radia Ognjišče oziroma v podkastu. Hvala za pozornost in vse lepo v prihajajočem letu. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.